Vodenje Term Snovik ste prevzela za očetom. Vam je to bilo položeno že v zibelko? Ja, jaz sem rasla gor s termami. Terme so pomemben del mojega življenja. Najina skupna zgodba se je začela leta 1994, to je najino rojstno leto, da rečem. In skozi celo svoje življenje sem spremljala, se tudi kalila, da sem sprobala različne poklice tukaj. Začela sem kot dijakinja pri čistilkah, od strežbe, recepcije, prodaje, pa potem po vodjih naprej. Tako da preden sem postala direktorica, sem bila vodja bazena in wellnessa. Zdaj od leta 2022 pa vodim sama zadevo. Moj oče je zadevo postavil, smo imeli vmes tudi številne druge izvršne direktorje, ampak bila je pa to tista res njegova ideja, za kar sem mu res neizmerno hvaležna. In meni je cilj, da zadeve, ki so, da jih ohranjamo in da gradimo na obstoječih zelo dobrih, zelenih, trajnostnih temeljih in to zgodbo še nadgrajujemo in izboljšujemo za prihodnja leta in prihodnje generacije. Tako rekoč živite s termami že skoraj vse življenje, ne? Ampak vseeno, odkar vodite terme, je kar nekaj novih projektov, novih idej. Koliko je to vaša zasluga in koliko očetova? Pa veliko je bilo zdaj v teh letih narejenih, eni izmed najpomembnejših premikov, razvojnih točk so bili. Prvo so bile seveda, da so se terme ustanovile, smo pa zdaj na res izredno pomembni razvojno-investicijski točki. Namreč spremenili smo prostorski načrt, dobili smo v mesecu juniju pravnomočno gradbeno dovoljenje za kar 4 investicije. V prvi vrsti novi Knajp Naturhotel, dograditev, razširitev wellnessa, spremembo ceste in opornih zidov in parkirno-konzolno ploščad. Jaz bi rekla, da je to, da rečem, zasluga obeh, ker brez njegove, da rečem, modrosti ali pa navezav iz prej in zagnanosti mene in moje ekipe, da za tem stoji širša ekipa, absolutno. Na tak način se lahko vse te ideje, ki so, tudi uresničijo. Veliko pozornosti namenjate dobremu počutju ljudi, sem spada tudi knajpanje. Lahko malo poveste o tem? Ja, knajpanje je v bistvu celostna življenjska filozofija za zdrav življenjski duh in telo, ki je sestavljena iz 5 stebrov zdravja: voda, gibanje, prehrana, zelišča in pa življenjsko ravnovesje. Ta filozofija je ustanovil Sebastian Knajp, nemški duhovnik, fito- in vodni terapevt. On je bil iz Nemčije, ampak knajpanje pa nismo sedaj, ampak v bistvu s tem nadaljujemo tradicijo kurhausa, vodnega zdravilišča in kopališča, ki je bil v Kamniku v koncu 19. stoletja, in to smo zdaj na sodoben način prenesli, vključili v to našo zeleno, zdravo, aktivno ponudbo. In knajpanje, ki ima njegove ključne učinkovine, so za spodbujanje imunskega sistema, za regeneracijo po športnih aktivnostih in za antistres, za sproščanje. In to gostje lahko pri nas probajo tako, da lahko pridejo v wellness, koristijo knajpove storitve, od ščetkanj z naravno krtačo do vodnih oblivov, številne stvari, da v bistvu pridejo prav k nam na bivanje ali pa na bazen, ker vsak dan je knajp dan pri nas. Vsak dan imamo animacijski program, kjer gostom približamo knajpanje, predajamo naše znanje naprej. Lahko se udeležijo tudi knajpovih vodenih doživetij, kjer spoznajo celotno filozofijo, lahko pridejo na knajpovo bivanje ali pa v restavracijo Potočko. Namreč vsak dan imamo knajpov meni za kosila in tudi številne jedi okusov Kamnika in pa knajpovih jedi. Kakšen pa je odziv gostov, še zlasti gostov iz tujine? V bistvu izredno spodbuden. Je res, da smo kar nekaj časa na osveščanju. V Sloveniji je knajpanje poznano predvsem kot topla, mrzla voda, ampak je v bistvu to je osnova, to je začetek, a hkrati je veliko več, ker v bistvu vse, kar potrebujemo, da postanemo in ostanemo zdravi, nam je dala narava. In to je v bistvu nazaj
k naravi, nazaj v preteklost, na vedenje, ki so ga imele naše babice. In gosti se zelo dobro odzivajo, spoznavajo z vsakim letom, da rečem bolje, zato smo se tudi odločili, da naše nove pridobitve, se pravi hotel, poimenujemo prav Knajp Natur hotel in hkrati tudi vključimo večji Knajp center v sam našo dograditev, razširitev wellnessa. V sklopu term tu poteka tudi cela vrsta najrazličnejših družabnih in drugačnih prireditev. Zelo uporabljate to prireditveni šotor in druge stvari. Ja, pri nas je v bistvu skozi celo leto pestro, delamo vse dni, hkrati je tudi pomembno šotorjev turističnega društva, res trdno smo povezani, skupaj delamo številne dogodke, od etnoloških dni, en delček bo prav to soboto, Mleka polna skleda z delavnicami tukaj le pred termami, do božične zgodbe z živimi jaslicami, drsališča, pustnega rajanja, zdaj v jesenskem času. Se pravi, zdaj še to soboto imamo družinski festival, res cel dan poln ene animacije, zabave za celo družino, te delavnice, ki sem jih omenila prej, potem pa pohodniški festival, imamo cikel pogovorov, to je pa za Knajpov 5. steber, s številnimi znanimi predavatelji, kot so Ljoša Bagola, Sanela Banović in tako dalje. Potem je Cvetoča jesen, ki bo v šotoru, to jo pripravljajo rokodelke iz našega turističnega društva, čudovita prireditev. In vedno je nekaj novega. Želimo, da se gostom dogaja, da uživajo pri nas, da spoznajo to našo čudovito Tuhinjsko dolino, našo tradicijo, pa tudi nekaj dobrega odnesejo s seboj domov. Priznana je tudi kuhinja v termah in gojite tudi kakšne lokalne dobrote, jedi in sploh. Ja, specialiteta, po kateri smo zagotovo najbolj poznani, so tuhinjske postrvi. Pripravljamo jih na različne načine in vse so prav iz Tuhinjske doline. Naša restauracija, ki je prav v letošnjem letu dobila malce osvežen izgled, je v bistvu ponuja vsak dan kosila, ponuja tudi a la carte jedi, ki so okusi Kamnika, kar nekaj jih je, od tuhinjske file, firštovega golaža in še mnogo več, do Knajpovih jedi, kjer so različne bolj zelenjavno sveže iz naše okolice nabrane sestavine. Tako da vljudno vabimo, mi smo odprti vsak dan in vljudno vabimo goste, da pridejo preizkusiti in malce razvajati brbončice. Voda iz Snovičke je bila znana kot zdravilna in ljudje so hodili samo po vodo. Se to še zdaj dogaja? Še vedno. V bistvu je vedno gneča. Je pa tudi res, da v našem apartmajskem naselju je prav na vseh pipah tudi termalna voda. Tako da gostje, ko bivajo pri nas, res lahko izkusijo to zdravilno termalno vodo. Voda namreč vsebuje veliko magnezija, kalcija in drugih mineralov. In kako to ugodno vpliva na zdravje? Pri samem pitju je odlična tudi recimo za zgago, ker ima natrijev hidrogenkarbonat notri. Pri samem plavanju pa je odlična za revmo, za poškodbo, za poškodbo hrbtenice, za sklepe, blagodejno vpliva na kožo. Tako da v naših bazenih je tudi izredno veliko hidroterapij, kar za tiste, ki imajo razne poškodbe, res pomaga izredno pri hitrejšem okrevanju. Ampak ključno je pa še nekaj, kar mi želimo. Ključna je preventiva. Dajmo vsak dan narediti nekaj za svoje zdravje, pridimo plavati, živimo to Knajpovo filozofijo, da se res naučimo, je zelo enostavna, ni zakomplicirana, nobenih velikih dodatkov ne potrebujemo pa znanje in tega mi imamo in z veseljem ga delimo. Vaš oče je že nekaj govoril o načrtih za naprej. Kakšne so pa vaše želje? Moje želje so, da gremo po tej trajnostni poti, da imamo tukaj prostor dobrega počutja, tako za domačine, zaposlene kot goste, da naredimo
še boljšo prepoznavnost, da nas gostje od doma, se pravi Slovenije in tujine, poznajo dobro, da se dobro zasidramo na ta zemljevid in da nadgrajujemo, da smo vsak dan boljši in si res vidim to našo zgodbo, da se z vsakim dnem raste in se razvija in verjamem, da bomo res izredno pomemben ponudnik, turistični ponudnik, ne samo v občini Kamnik, ne samo v regiji Osrednja Slovenija, vendar v celotni Sloveniji in v tem delu Evrope, ker mi smo bili pionirji na tem zelenem področju in to je tista povezanost z domačini, Knajpova zgodba in pa zelena je tista, ki nas popelje naprej in nas popelje v višave.